Mi pa seveda še vedno nadaljujemo. Govorili bomo o Nemčiji, predvsem pa o jeziku. Kakšna ovira je to, če potujemo v Nemčijo in seveda v bistvu kako se naučiti nemško, če imamo to željo. Absolutno in zato imamo med nami že naslednjo gosto, to je magistra Katja Bradač, vodja jezikovnega oddelka na Goethe inštitutu Slovenija. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, ja. Vi ste veliko potovali po Nemčiji. Kakšna ovira pa je jezik? Še posebej, če ga pač ne znamo, ne? To se strinjam z vami, da je jezik ovira, če ga ne govorimo, ampak je pa lahko tudi vir veselja, če ga obvladamo. Pri nas na Goethe inštitutu, naprimer, organiziramo tečaje nemščine za odrasle, za najstnike, za otroke, se pravi za vse starostne skupine. Imamo skupinske tečaje, individualne tečaje, tako da imamo zelo široko paleto splošnih tečajev za podjetja in tako dalje. Skratka, pri nas se lahko vsi naučijo nemško in je tudi vse vaše gledalce, naprimer nemščina, lahko vir veselja in ne ovira, če potujejo v Nemčijo. Vi boste seveda a priori rekli ne, ampak odgovorite mi skozi oči nekega začetnika. Ali je nemščina težek jezik? Ja, zame ne. Za ljudi, ki se pa začnejo učiti nemščino, pa jim mogoče lahko tudi je, če se pač ubere napačen pristop pri poučevanju. Če pa imamo moderne komunikativne metode, pa mislim, da to ne bi smel biti pretežek oreh oziroma pretrd oreh. Pa če je volja, ne? Če je motivacija. Kakšne pa so te moderne metode? Naprimer, zelo pomembno je, recimo, da se da različne spretnosti urimo, naprimer govorenje, poslušanje, branje, pisanje, ker vse to je jezik. Jezik ni samo poslušanje glasbe, ampak tudi vse ostalo, vse naokrog. Najbolje pa se seveda naučimo, če smo med tistimi, ki to govorijo vsak dan, ki jim je materni jezik, a ne nemščina. Kako dobro je, da se mogoče udeležimo kakšne jezikovne ekskurzije? Ja, to seveda največ prinese, če se pač učimo v okolju, v katerem je pač jezik vse prisoten, vse naokrog, po različnih kanalih poslušnih, da poslušamo, govorimo, beremo in tako dalje. To je seveda velika prednost. Obstaja pa tudi ena metoda, ki se imenuje Sprachbad oziroma jezikovna kopel, kjer poskušamo pri pouku nemščine, naprimer, poustvariti ta občutek, to simulacijo tega okolja in se pravi se da tudi v državi, ki ni Nemčija ali pa recimo pri nas v Sloveniji, naprimer. Kaj pa narečja? Jih ima Nemčija veliko in kako pravzaprav se razlikuje potem jezik po teh narečjih, če seveda so? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker stvar je v tem, recimo, če se primerjamo s slovenščino, slovenščina ima 7 narečnih skupin, nemščina jih ima pa 16. In če zdaj to primerjamo, naprimer, koliko je Slovenija majhna, pa koliko je Nemčija velika, to pomeni, da v bistvu Nemčija v primerjavi z nami nima veliko narečij. Seveda pa so velike razlike v recimo sever Nemčije, jug Nemčije, nam je pač najbližja Bavarska. Hvala Bogu pa imajo Nemci tudi Hochdeutsch, se pravi pravilno nemščino, mi bi mogoče slovnično ali pa slovnično nemščino recimo. No in ta je pa skupna vsem Nemcem in po mojih izkušnjah so zelo prijazni in če vidijo tujca, takoj začnejo govoriti ta Hochdeutsch, tako da mislim, da to ni problem pri potovanju, naprimer. Zdaj, če gremo v Nemčijo, kaj ste vi, ko ste šli prvič, drugič, 10, 20, kaj ste prinesli z tega potovanja kot recimo spominek? Kaj je neka taka tipična stvar?
Ja, v bistvu zadnja leta jaz več ne nosim domov lovilcev prahu, ampak se omejujem na knjige, tamle imamo naprimer enih par primerkov, potem magnetki, to imam zelo rada, ali pa mogoče kako oblačilo, lovilcev prahu pa več ne nosim domov. Tudi vitrin nimamo več doma, ne so jih zamenjale zaprte omare. Hvala lepa za ta obisk v studiu in seveda za to, da ste nam marsikaj še zanimivega povedali o Nemčiji, ki jo je vsekakor vredno obiskati. Absolutno. V katerem letnem času, mogoče samo še to ne povemo, jo je najbolje obiskati? Ja, zdaj, če mene vprašate, jaz se spomnim, recimo, moje najlepše potovanje je bilo recimo Frankfurt, ker ravno omako delamo, frankfurtsko, recimo poletku 2001, ko sem se zaljubila. A je bilo to spomladi? Polet. Poleti. Krasno. Lepo, hvala lepa vam in še dobro, da ste nam spomnili na omako. Gremo mi da pogled, kako daleč smo. Lep dan. Srečno. Hvala enako.